Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Mi smo SPTŠ. Tudi v novem šolskem letu vam bomo predstavili številne zanimive zgodbe z največje pomurske srednje šole. Srednjo poklicno in tehniško šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje kar 816 dijakov in dijakinj, poučuje pa 79 profesorjev. V prvem letniku je letos 229 fantov in deklet in to v 8 različnih programih. Na posnetkih in fotografijah vam predstavljamo letošnje prvošolce. Vse dijake je šola pričakala v urejeni podobi, med počitnicami pa so potekala tudi številna dela. O novostih smo se pogovarjali z ravnateljem Ludvikom Sukičem. Torej, na srednje poklicni in tehniški šoli poskusamo vsako leto med počitnicami čim več vložiti v prostore naše šolske stavbe, večkrat tudi skupaj s sosednjo šolo, gimnazijo, pod skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Tako vsako leto obnavljamo šolo, konec konca je ta stavba stara že skoraj 40 let in je potrebna nenehne in sprotne obnove ter sanacije. Lansko leto smo na primer celoti uredili sanitarne prostore
za dijake v vseh 3 nadstropjih. Letos pa smo popolnoma preuredili tudi sanitarne prostore za dijakinje, prav tako v 3 nadstropjih, se pravi čisto vse. Kakšna je bila vrednost investicije? Torej vrednost te investicije v letošnjem letu je približno okrog 20.000 evrov, prav toliko je stala tudi lanska investicija v sanitarije dijakov. Obnovili ste tudi predavalnico. Da, tudi šolsko predavalnico smo morali obnoviti, ker je, kot sem že prej omenil, stara bila skoraj 40 let, tudi neprimerno praktično v tistem času za današnje potrebe narejeno, tako da smo jo na novo preuredili in kompletno sanirali. Investicija nas je pa stala nekje okrog 30.000 evrov, ki smo jo seveda morali pokriti iz lastnih sredstev. Začela so se tudi dela za dokončanje zunanje podobe šole, potekajo ponovno dela na šolski fasadi. To drži, mi zdaj zadnjih nekaj let saniramo šolsko fasado, ki prej ni bila ustrezno narejena, pač bila je narejena po standardih, ki so veljali pred 40 leti, se pravi energetsko potratna fasada je bila to, enako tudi okna, vrata in tako naprej. Vse to smo v zadnjih letih sproti menjali, tako okna kot vrata na šolskem poslopju. Pred nekaj leti smo kompletno uredili šolske delavnice ali prostore MIC-a in menjali fasado. Lansko leto smo uredili in sanirali fasado na šolskem delu, ki je namenjen strokovnim in pa splošnim predmetom, se pravi teoretičnim predmetom. Medtem ko smo pa letos s pomočjo ustanovitelja, se pravi Ministrstvo za šolstvo in šport, pristopili še k saniranju šolske telovadnice, tako fasade, kako tudi zamenjave dotrajanih oken in vrat na tem šolskem poslopju. Zdaj pa se vrnimo v letošnji julij, ko smo generaciji maturantov 2013-2017 svečano podelili maturitetna spričevala. Prireditev je potekala v gledališču Park. Zbrane maturante, njihove starše in profesorje je nagovoril ravnatelj Ludvik Sukič in poudaril zadovoljstvo ob izjemnem uspehu pri opravljanju poklicne mature. Uspešnih je bilo 96% dijakov, med njimi je bilo kar 11 zlatih maturantov, v jesenskem roku se jim je pridružil še eden. Zlati maturanti SPTŠ so postali iz razreda 4E1 elektrotehnik Nino Kleindienst, v jesenskem roku pa še Andrej Baligač. Iz razreda 4OB tehnik oblikovanja Jerneja Gašpar, Veronika Jakopič, in Doroteja Kuzma. Iz razreda 4R1 tehnik računalništva Štefan Horvat in Tadej Šinko. Iz razreda 4K1 strojni tehnik Miha Bernjak, Denis Čuk, Tomaž Raduha,
Žan Sabotin in Sandi Sukič. Za kulturni program na podelitvi so tudi letos poskrbeli učenci glasbene šole Beltinci. Vsem maturantom želimo veliko uspeha na poklicnih in študijskih poteh. Glede na to, kako so se izkazali že s svojimi inovativnimi izdelki v okviru 4. predmeta na poklicni maturi, ne dvomimo, da bodo njihove poti uspešne. Na razstavi teh izdelkov, ki jo vsako leto pripravimo v mesecu juniju, smo poleg številnih računalniških programskih rešitev med drugim videli svetlečo mizo z mikrokrmilnikom Arduino Uno, računalnik v obliki jajca, avtomatizirano postajo za samodejno žigosanje izdelkov, mobilno hidravlično dvigalo za avtomobile, obnovljeno in predelano motorno kolo Yamaha XS 1100, stroj za čiščenje buč, sušilnico bučnega semena, krmiljenje robotske roke s strojno platformo Arduino, in številne druge zanimive izdelke. V tem šolskem letu smo na SPTŠ samostojno začeli izvajati priprave za pridobitev nemške jezikovne diplome DSD Pro, ki je bolj strokovno oziroma poklicno usmerjena in je namenjena za lažjo vključitev na trg dela v nemško govorečih državah. O pomenu pridobitve DSD Pro za našo šolo pa ravnatelj Ludvik Sukič. Torej, kaj je DSD Pro in kaj pomeni za našo šolo? DSD Pro
diplomo iz nemškega jezika, je v bistvu novo poklicno in strokovno usmerjena diploma iz tujega jezika, v tem primeru nemškega, ki so ga skupaj to je v bistvu skupni projekt Slovenije in Nemčije, in so ga pri nas v Sloveniji kot najprej razporedili ravno na našo šolo, tako da smo zaenkrat edina srednja šola, ki izvaja ta DSD Pro projekt in ena izmed prvih v Evropi sploh. Komu je namenjena ta jezikovna diploma? Ta jezikovna diploma je v bistvu namenjena dijakom v tehničnem izobraževanju, tako 3-letnem kot tudi v 4-letnem, v bistvu od 16. leta naprej, se pravi takrat, ko končajo osnovno šolo, in temelji v bistvu na znanju strokovnega jezika, za razliko od klasične DSD diplome, ki se izvaja tudi na gimnazijah, ki temelji na splošnem poznavanju nemškega jezika. Kako pa poteka izpit? Torej, izpit iz DSD-1 Pro dijaki opravljajo na nivoju A2 ali B1, to so pač oznake za te diplome iz nemškega jezika. V bistvu je pa ta izpit sestavljen iz bralnega razumevanja, slušnega razumevanja, potem pisne komunikacije in pa seveda na koncu tudi same ustne komunikacije. Se pravi, tematika po vseh teh 4 delov izpitov je pa pretežno strokovno naravnana. Kako bodo potekale priprave? Torej, priprave na ta izpit potekajo na šoli, se pravi na naši šoli, na srednji poklicni tehnički šoli, vsak teden po 1 uro izven pouka, ali je to pred ali po pouku, in pa seveda dijaki se pripravljajo tudi samostojno doma v svojem prostem času, pač po navodilu mentoric. Seveda pa so vse priprave za ta izpit za naše dijake na šoli brezplačni. Prav tako je brezplačno upravljanje tega izpita. Koliko dijakov bo upravljalo izpit? Torej, mi računamo, da bo v tem šolskem letu upravljalo približno 25 dijakov, zaenkrat je toliko prijavljenih, mogoče bo pa še kaj več. Tudi letos so se dijaki naše šole v Murski Soboti udeležili dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja za trajnostno mobilnost v svetu, poteka pa vsako leto v septembru. Naši dijaki so se v središču mesta predstavili stojnico, igranjem košarke in tekom. Nastopila je tudi šolska glasbena skupina, v soboški knjižnici pa smo se predstavili z govornim nastopom na temo Združimo moči, delimo si prevoz. Tam, kjer sem bil rad pasir, užival bom z ljubco gostim.
Toliko smo vam pripravili za oktobrsko oddajo Mi smo SPTŠ. Ko gledo vas ponovno vabimo decembra, hvala za vašo pozornost.